Tudi če se Robert Golob umakne iz te enačbe, umakne se lahko pa samo pod pritiskom stricev in če to stori pod pritiskom stricev, pomeni, da je interes stricev, da taka vlada nastane in če je interes stricev, da taka vlada nastane, dvomi na to v interesu, ne vem, katerekoli desno-sredinske stranke, da taka vlada nastane. Ne? Mi nimamo nobene realno verjetne koalicije. Vse koalicije, ki so potencialno na mizi, imajo zelo nizke možnosti, da se zgodijo, in približno enako nizke možnosti imajo predčasne volitve, ampak nekaj od tega se bo zgodilo, a ne? To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. No, ta teden pa še posebej politiki, ki mrzlično skušajo sestaviti neko koalicijo po volitvah, pa bivši poslanci, ki ostajajo brez službe in imajo zdaj bistveno več časa, in ljubljanski kmetje, ki so danes znova tepeni, o vsem tem in še čem. Bova tokrat govorila z Rokom Čakšem, odgovornim urednikom portala Zanima.me, ki danes nadomešča izjemoma Mirka Majerja. Pozdravljen. Dober dan. Torej, Rok, za nami so volitve, kakršnih nekako nismo videli že kar nekaj časa, če sploh v samostojni Sloveniji. Kako si jih ti videl? Ja, moram reči, da 5 dni po tistem razborljivem večeru slika ni nič bolj bistra, kot je bila prej. Torej, imamo neko pad pozicijo, kjer bo izredno težko sestaviti karkoli pametnega, kar se tiče vladanja, še posebej, če upoštevamo vsa izključevanja, razkrižna izključevanja na obeh straneh, ki tukaj ostajajo. Eni govorijo o vladi narodne enotnosti, a izključujejo tretjino volilnega telesa, spet drugi izključujejo logično, programsko, neskladne stranke, kot je Levica in podobno. Skratka, politike čaka zelo, zelo težka dela v naslednjih 2-3 mesecih. Ja, slišal sem neko analizo, da smo priča pekarni zarečenega kruha bili v zadnjih dneh, bi se strinjal. Ja, bomo videli, koliko bo tega zarečenega kruha, ker tudi druga teza, ki je bila, to je mislim, da v Tarči bila, je bila dobra, to pomeni, a si lahko politiki privoščijo požreti besedo ob grožnji še enih predčasnih volitev. To je, se mi zdi, da zelo močen argument, da se drži vsak tistega, kar je govoril. Če se pa drži vsak tistega, kar je govoril, pa skoraj da ne vidim druge rešitve, kot da bomo šli ponovno na volitve. Čeprav vemo, da poslanci so prvi, ki bojo probali vse narediti, da se to ne bo zgodilo, izvoljeni seveda. Poglejva nekaj odzivov politikov, ki so jih dali na vroč volilni večer, preden nadaljujeva komentiranje. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, če lahko Slovenija počaka. Zdaj, če si kdo želi takšno vlado, kot smo imeli doslej, potem je verjetno s tem, kar nakazujejo ti sporedni rezultati, zadovoljen. Kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal do končne rezultate. In rezultat, ki smo ga dosegli, je tisti porok, da je zlasti povezovanje tudi na desni sredini pomembno in da obrodi sadove. Smo tretja politična sila v državi. Smo na stopničkah. Rezultat tak, kot je zaskrbljujoč še po eni drugi strani, in to je, da bo zelo težko sestavljati vlado. Kot vidimo, levo-sredinska koalicija nima dovolj mandatov, da bi jo sestavila. Je pa to zdaj predvsem na zmagoviti stranki, se pravi Gibanju Svoboda, da ugotovi, kako vlado sestaviti. Ampak predvsem sem pa prepričan, da bo ta klicala oba. Mi smo povedali, s kom gremo, s kom pač ne gremo. Ne bomo nikdar zlorabili načel, ki smo jih dali, predvsem tistih naših zagotovil ljudem. Šli bomo pa s tistimi, ki bojo sprejeli naše programske izhodišča. Moramo vedeti, da je država v krizi, da je svet v krizi, in če lahko malo pripomoremo pri reševanju države iz te krize, bomo s veseljem pomagali. In kdo je to zaenkrat, s katerim greste, bi šli v koalicijo lahko? Jaz iskreno govorim, zdaj sploh ne vem, kakšni so rezultati teh volitev, tako da dajmo prespati, pa bomo videli. Pa si želite biti v koaliciji? Absolutno, tako največjo odgovornost prevzamemo, mi pa imamo tako širok hrbet, da tako odgovornost z lahkoto nosimo. Skratka, slišali smo prvih nekaj odzivov. Take vlade, kot smo jo imeli do zdaj, ne bo več, to je že jasno, 40 glasov je dobila, prej pa 53. Če se vrnemo k odzivom, to so prvi odzivi po volitvah. To je takoj, ko so prišli rezultati sporednih volitev. To se mi zdi pomembno, ker vidimo spremembe, korekcije kasneje pri politikih. Recimo Janez Janša je tu dost defetistično zvenel, to pomeni, te pa naj imajo vlado, kakršno želijo,
Ampak kasnejši rezultati je že dobil nekaj optimizma, ki je videl, da ni taka razlika, kot je kazalo v teh sporednih volitvah. Ne? In je že takoj začel iskati druge variante. Mogoče bomo tamle dobili, tamle so neki golfala, izločimo tele predčasno glasovanje, pa smo že bliže. Skratka, na začetku je kazalo, da predaja to žezlo Golobu, ne? Zdaj pa sicer čaka, ne? Strateško čaka, naj si Golob polomi zobe na sestavljanju koalicije, ne? Ampak v ozadju že po moje tipa, ne, te nove poslance, ki so prišli v sklopu Resnice, pa v sklopu, pa ne samo on seveda, ne, tudi Golob zagotovo, ne, tipa, kaj so to zdaj ljudje, ne, to so neki novinci, kje so zdaj njihove pozitivne točke, šibke točke, ne, kak so nagnjeni, kakve stvari zagovarjajo, ne, na kako stvar se jih da dobiti, ne, zagotovo, če v spredju zgleda, da se s tem načeloma ne ukvarjajo, zadaj ta poizvedovanja nedvomno polno tečejo. Ja, ne, to drži zdaj. Zanimivo je to, ne, na začetku prvi odzivi, ne, ko smo videli nekako te usporedne volitve, ki jih je pripravila Mediana, ne, so bili kar nekakšno razočaranje, vsaj za ljudi, ki so recimo nekako to spremljali bolj z željo po neki spremembi, po neki drugačni politiki. Ne. Marsikdo se je presenečeno ugotavljal, kako je mogoče, da po takšnem mandatu, kakršnega smo imeli, prvo mesto še vedno doseže Gibanje Svoboda, je skoraj 30%. Ne. In to je seveda stvar mobilizacije v zadnjih dneh, ki je bila posledica interpretacije afere Prisluhi. Ne? Če se spomniš, ko smo se pogovarjali 2 tedna pred volitvami, sem sam dejal, da ima desna sredina avtocesto do zmage, če bo igrala ziheraško. Ne? To pomeni, kakršnakoli afera, ki tudi na vides lahko zgleda, da je v njej v korist, v zadnjem tednu pomeni tveganje, ker ti jo lahko nekdo zaspina in na emocionalnem občutku naredi mobilizacijo. In mislim, da se je točno to zgodilo. Čeprav so seveda prisluhi, ki so prišli katastrofalni za sporočilo načina vladanja obstoječe vlade, so predvsem tradicionalni mediji, predvsem RTV, mogoče bo Graf pokazala, koga so nagovorili, ne, uspeli v spredje prenesti element A, Izraela, osovraženega Izraela, in B, domnevne veleizdaje osamosvojitelja, kar je paradoks sam po sebi, ne? Ampak s tem so uspeli mobilizirati določeno število ljudi, lahko preko palca ocenjujemo, mogoče kasneje, ker sem nekaj izračune delal, glede kaj bi bilo, če ne bi bilo te mobilizacije, mogoče 40-50 tisoč ljudi, ki so, to se ne sliši veliko, ampak to prenese recimo 2-3 poslance razlike. A ima zdaj neka... Celo 4-5 morda, odvisno od udeležbe, oziroma 3-4, mislim, tako, da je nekaj pri tej udeležbi. To je odvisno, kdo dobi, pa kdo na zgornji meji ali spodnji meji pri teh poslanskih poslancih, ampak v končni fazi lahko to veliko pomeni, ne, v izidu, ki je tak izenačen, ne. 3 ali 4 poslance, recimo več za desni blok, bi pomenilo recimo desno vlado ta trenutek. Ne? Seveda, če bi Anže Logar vzel nazaj svojo besedo z Janšo, ne gre, ker Janša zagotovo svoje pozicije ne bo odstopil, ne? In se umaknil nekomu drugemu. Ne? Ampak ja, pritisk na Logarja, da gre v kombinacijo, kjer ne bi bila kombinacija 43, kot je sedaj, ampak bi bila 46 ali pa 47, recimo za desno sredino bi bil bistveno večji, kot je sedaj, in bilo bistveno večja možnost, da bi taka koalicija tudi nastala. Ne? Ker bi na koncu bilo na vagi, ne, ali vzame neko besedo nazaj, ali pa gremo v negotovost, predčasne volitve in kaos v zelo nemirnem svetu, ne, kjer je zdaj spet argument za tiste, ki si zelo želijo vlado sestaviti. Prvi je seveda tu Robert Golob. Ne? Ja, posebej zanimivo tukaj, bom rekel, pri seriji manjših strank, ne, torej govorimo o strankah, imajo 5 ali 6 poslancev, ne, in pogojujejo voditelje strankam, ki imajo 28-29 poslancev. Ne. To je vsekakor en tak zanimiv razvoj dogodkov, ne. Tukaj ni dvoma. Ne. Ampak morda preden greva v ta del, me zanima Janez Janša in Robert Golob. Ne. Kdo od njiju je zmagovalec in kdo poraženec in kako gledaš ti na to situacijo? Zdaj, dejstvo je sledeče, a ne? Mobilizacija, ki se je zgodila, je predvsem na desni. Gledal sem nekatere izračune. Ne? To pomeni, desnica je desna sredina, recimo temu, ne? Je brez Stevanoviča, ki ima do nekih točkah podoben program, je uspela mobilizirati 512.500 ljudi, malo sem zaokrožil zadnji dve, ne? 512.500. To je 110.000 ljudi več kot prejšnje volitve in to je največja mobilizacija
v zgodovini, če ne upoštevam tam okrog osamosvojitvenih časov, recimo leta 96, ne, ki je dejansko edinkrat, ki je v bistvu desna sredina res do zdaj temeljito premagala, vidno premagala in je imela 45 glasov, medtem ko je imela druga stran 40 z Jelinčičem, oziroma 39 z Jelinčičem, 43 in z dvema manjšincama 45, ne. Takrat so oni mobilizirali manj ljudi, zdaj, a bom našel številko, 482 tisoč, ne. To pomeni 30 tisoč manj kot danes. Največja mobilizacija. Na drugi strani je leva sredina, ki je prejšnji čez 600 tisoč ljudi mobilizirala. Ne? Tokrat mobilizirala ti, ki so prišli v parlament 477 tisoč, če prištejemo Prebiliča, pridemo na številko 512 tisoč. Torej, če Prebiliča preštejemo, imamo mobilizacijo izenačeno, ampak on je ostal pod parlamentarnim pragom. In to je 100 tisoč manj kot prejšnjič. Ne? To pomeni, da v resnici je desna sredina postrgala vse, kar ima. Jaz mislim, da več ne more iti, ker je šla, pa lahko ponavljamo volitve, koliko hočemo. Ne? Na drugi strani pa levica je mobilizirala mogoče v zadnjem tednu s to afero 50-60 tisoč dodatnih ljudi, v resnici je pa njen mobilizacijski potencial večji, ampak se ni realiziral zaradi razočaranja. Ne? Razočaranja nad tem, kako so vodili vlado, ki pa je malo to je razvodenelo v zadnjem tednu kampanje zaradi te afere, ki je stopila v spredje, torej posnetki, ne, in interpretacija teh afer v medijih. Zdaj, to bi potem po tej logiki pomenilo, da desnica potem sploh volitev zmagati v Sloveniji ne more. Ne, po tej lahko logiki. Zmaga, kadar je mobilizacija na levi dosti mala, dosti nizka. A ne? Ampak koliko ljudi recimo je lahko... Koliko ljudi misliš, ker meni se zdi, da vendarle, ne, če govorimo o letu 2022, ne, to je bilo leto covida, leto protestov, ne, torej ljudje so imeli poln kufer po 2 letih, ne, za omejitev zaradi epidemije, ne, tudi nekateri zaradi recimo obveznega cepljenja. Ne, tukaj govoriva o recimo ljudeh, ki so potem volili protestno gibanje Svoboda, pa morda niso levi v tem klasičnem smislu, ali pa tudi ne nazadnje v tem tipično slovenskem smislu. Torej, mnogi sredinski, v narekovajih ljudje, so volili Roberta Goloba, takrat pa morda danes to obžalujejo. Ne? Zagotovo, ne? Je pa treba vedeti, da prejšnjič so 2 levi stranki, kjer so jih volili levi, volivci ostali pod parlamentarnim pragom. To pomeni 2022 trojček 544 oziroma 544 tisoč, z LMŠ in SAB-om 620 tisoč, torej 80 tisoč so oni postili glasov prejšnjič pod pragom, tokrat 35 tisoč. To pomeni, ja, ne, so tu, niso bili opredeljeni levi, ampak levica ima rezervo. Kakorkoli obrneš. In to je treba razmišljati pred naslednjimi potencialnimi volitvami. Ali bo se ta rezerva mobilizirala, ali bo šlo pa v minus, če bi prišlo tako daleč, da bi kalkulirali, ali prije do naslednjih predčasnih volitev. Ne? Drži. Ne? Morda pogleda v zvezi s tem še izjavo Janeza Janše, kako ocenjuje on rezultat torej volitev. Mislim, da je bila izjava dana v torek, torej 2 dni po 2 prespanih nočeh. Ne? Torej. Jaz stranke nisem popeljal do poraza. Stranka na teh volitvah dobila najmanj 5% več kot 50 tisoč glasov več. In na teh volitvah je bila poražena vladajoča koalicija. Imeli so 53 glasov neto v državnem zboru v tem mandatu. Zdaj jih imajo 40. Skratka, 40 poslancev iz 53 in SDS je nenazadnje postavila strankarski rekord. Ne? Še nikoli SDS ni volilo tolikšno število ljudi kot v nedeljo. To je sicer vse res, da je Janša zmagovalec ali ni zmagovalec po takem mandatu. Jaz bi dal eno primerjavo z nogometa. Ne? To pomeni, v osmini finala konferenčne lige je Celje igralo z AEK-jem in doma izgubilo 0-4. Ne? Igralo je povratno tekmo v Grčiji, ne? In igralo 2-0. Odlična igra je bila, zmagali so 2-0. Ne? Torej, bila je zmaga in dopustili so dober vtis, ampak na koncu je šel naprej AEK zaradi skupne višje zmage. In podobno je tukaj. Ja, Janša je postavil svoj najvišji rezultat, ampak po drugi strani se je na njegovem liku in delu mobiliziralo toliko volivcev, da je Svoboda spet spredaj. A ne? In po mandatu, ki je bil tako katastrofalen za Svobodo iz vseh vidikov, to pomeni slab rezultat, razočaranje njihovih volivcev, visoki davki, cene, hrana, podražitev hrane, na koncu še težave z gorivom in še afera, ki je kazala na problematične potencialno korupcijske prakse v nekih krogih, ne?
Po takem mandatu, da desna sredina ne more dobiti volitev, ne, jaz mislim, da tu bi se morali ne v prvi vrsti politiki, ker se ne bojo, ampak volivci se bojo morali zamisliti, a je tu sploh pot, da ponavljaš iste stvari in pričakuješ drugačen rezultat. Ne? No, ne samo volivci, ne, tudi politiki in strategi, predvsem desnega pola, bi se morali tukaj vprašati. Je pa res, da se med ene ključnih strategov desnega pola omenja ravno tisti, ki pravzaprav bi moral osebno vprašati se to vprašanje, ne, pa zadnja leta očitno torej tega ne počne. Ne. Če misliš, Janeza Janša, on ima alibi. Ne? Njegov rezultat je dober. On se lahko večno sklicuje na ta rezultat, ne glede na to, da generira toliko glasov proti, ki na koncu zakomplicirajo življenje ali prevagajo na levo stran desni sredini. Ne? Bo takoj še o Novi Sloveniji, ki je tukaj zraven, ampak v zvezi z Janšo, ne, me zanima še tako mi je zanimiv ta pogled, ne? Torej, ukradene volitve, ne? Slišali smo že na sam volilni večer, 50,000 glasov je Janša omenil, češ da je njihovo interno štetje štelo drugače. Potem, ko sem preverjal nekako pri SDS-u to v naslednjih dneh, se je to izravnalo, tako da zdaj ne govorijo več o tisočih ali pa 10,000 prirejenih glasovih, ampak pravzaprav usporavajo zgolj tisto nezakonito delovanje volilne komisije pri vzpostavitvi predčasnega glasovanja na enem mestu za več volilnih okrajev in pa pri nepravilnostih recimo za glasovanje iz tujine. Ne, torej, pravzaprav smo lahko slišali vehementne napovedi, nekako volilne prevare, pa potem se je nekako iz slona rodila miš. Ne? Ja, ta miš, če bi šlo nezakonito z volišč, to drži, ne? Glede na zakon, kak je še napisan, združevanje ni mogoče, to bojo vsi priznali, pravniki, kdorkoli. Če bi izločil te glasove, bi SDS prišel verjetno vodstvo, ni nujno. Mislim, da bi, ker je kar precej v zadnji. Ja, ampak to gre za 24 volišč. Oni so pokazali rezultat za celotno predčasno glasovanje, ko so bilo tiste razmere 18-41. Ampak ravno v mestih, kjer je ta rezultat bolj... Po eni strani je pozival, naj ljudje ne grejo voliti, potem je pa osporaval razliko 18 do 47, pri čemer ni, smo pogledali posnetke, ni rekel, ne voliti samo na teh 24 volišč, ampak rekel, ne se udeležiti predčasnega. Če je le mogoče, pojdite raje na redno, ne? Tako nekako je bilo sporočilo. Brez tega, ampak zdaj pa tak, ne? Ali bo uspel, pravilno je, da gre, če misli, da je oškodovan, da gre po pravni poti, ne? Se strinjam, sploh pri testnem rezultatu. Ampak pomembno je, da ko bo odločitev sprejeta, da jo bo tudi spoštoval, ker je se na to odločitev obrnil. Zdaj, moja laično videnje, ne? Pa bom potegnil sporednico z enim drugim primerom referenduma, ne? Ki je bil na Vrhovnem sodišču zdaj. To pomeni, ja, nezakonitost volišč, ampak ali je to bistveno vplivalo na rezultat. Ne? To pomeni, kaj je več vredno, da vzameš pasivno volilno pravico tistim, ki so bili na predčasnih volitvah in so dali svoj glas, s tem, da jih izločiš iz kampanje, ne? Ali da to nezakonitost, ki po moji oceni ni bistveno vplivala na rezultat, ne? Vzameš tako strogo, da te glasove izločiš. Jaz mislim, da je tu odgovor jasen, kot je bil jasen v vprašanju, kjer je bil Bogdan Biščak na pritožbi v zvezi z referendumom o asistiranem samomoru, ne, kjer so ugotovili nekatere kršitve, ampak so bile minorne narave, niso vplivale na rezultat tako daleč, da bi recimo zaradi tega referendumi razveljavili. Čemer bi celo dodal, ne, da nekateri ti očitki, ne, se pravi organiziranje referendumskega taksija, ki niti ni bistvenega števila volivcev pripeljal, ne, pa vendar spomnimo se recimo pred volitvami 22 je sindikat taksistov, ne, masovno celo z aplikacijo organiziral te taksi prevoze, ne, in podobno tudi ne nazadnje to, da v cerkvah ne bi smeli o tem govoriti, ne, se mi zdi pravzaprav zelo sporno že z vidika razsodbe Vrhovnega sodišča, da je sploh te stvari prepoznalo kot kršitve. Ne? Ampak malo sva v drugi temi. Ne? Zdaj, če se poleg teh ukradenih volitev, ne, ki jih osporava Janez Janša, oziroma ki daje vtis, torej vzbuja dvom v sam sistem, ne nazadnje tudi Državna volilna komisija je nekako ni dobro opravila svojega dela, ne, sesuvala se jim je spletna stran, pojavili so se dejansko neki očitki o slabo zapečatenih skrinjicah, o odnešenih skrinjicah iz volišč predčasno. Tudi še vedno ni čisto jasno, ali so sploh pravilno izračunali mandate glede na kompliciranost slovenskega volilnega sistema.
Kako razumeš pa to? Recimo, meni to pa nepojmljivo, da imamo državno volilno komisijo po 4 letih, ko so se že zmotili, ne spomnimo se 22. leta, ne, so najprej narobe izračunali 5 ali 6 mandatov, pa čez 2 tedna javili, zmotili smo se, drugi poslanci so izvoljeni, kot smo najprej najavili. Ne. Definitivno bi lahko svojo nalogo bolje opravili. Ne. To vem, da imajo neke težave. Ne. Problem tega je, da malo zbuja potem tudi ta dvom v legitimnost volitev, mogoče v rezultat, kakšno potencialno goljufanje in podobno, sploh če politika to podpihuje, ne, to je slaba stran, zato to definitivno morajo urediti, ne, da bi pa zdaj cela država zaradi tega stala, pa se ne bi nič ukvarjali s tem, kako bomo sestavili naslednjo koalicijo, ker bi čakali, ne vem, 10 dni, da vse te stvari pregledajo, da pritožbe grejo skozi, da zračunajo vse rezultate, pa tudi nesmisel, ne, to bi bil izgubljen čas, ne, zdaj imamo rezultate, bistveno se ne bojo spremenili, ne, jaz mislim, da mandati bojo ostali razdeljeni, kak so razdeljeni, to je izhodišče, pa tudi, če bi SDS imela enega več, pa Svoboda manj, ne bi bilo bistveno drugače, razen da bi izgledalo drugače, kdo je relativni zmagovalec. Ne? Situacija je enako zagonetna, enako komplicirana, ne glede na to. Ne? Seveda pa moramo priti do dna in do uradnih rezultatov, to je vse, je pomembno, da imamo mi te stvari razčiščene in da imamo uradne rezultate in tukaj ima Državna volilna komisija rezervo, da drugič to naredi na tak način, da ne bo zbujalo nobenih dvomov v karkoli. Morda še zadnja stvar glede samih volitev, ne. Mislim, da smo imeli še en zanimiv precedens. Torej, oba velika igralca sta na nek način izvajala določene, narekovajih, nedemokratične procese, ne, torej pri Janši smo že omenila. Gibanje Svoboda, mislim, da je pa naredilo en tak zanimiv precedens, ne, da novinarja televizije Planet TV niso spustili v volilni štab, ne. To pa je prvič. Ne samo novinarja Planete, tudi niso spustili nove in tudi niso reporterja, zanimivo. Igor Kršinar tudi je tam vstal pred vrati. Ne. Da, celo neki novinar kitajske televizije. In tudi druga stvar, če gledate, Janša pred kamerami vztraja do konca, na vse vprašanja vedno odgovarja. Tudi zdaj, ki je bila Svet za nacionalno varnost, kadarkoli, on je odprt do novinarjev. Ne. Enkrat so mu učitali, ko je bil COVID, da niso bili v isti sobi, ker je bil tistem najhujši v COVID-u, pa je bila cela panika, nedemokratični prijemi oblasti, ki ne pusti novinarja, da opravlja svoje delo. Golob, ti imaš serijo novinarskih konferenc, ko sploh ne jemlje vprašanj. Ali pa reče 2 vprašanji, ne? Ali pa mu ne paše vprašanje, pa gre dol. Ne? Ali pa novinarjev ne spusti tistih, ki jih ne mara, ne, ki se boji, da bi bojo kakšno neprijetno vprašanje zastavili blizu sebe. Ne, to je svoboda, v kateri živimo. In ta svoboda, vsak se naj ustvari svoje mnenje, ali je to večja svoboda ali je to manjša svoboda, kot smo jo bili vajeni, ne samo v zadnjih 20 letih, bom rekel. Ne. Drži. Ne. Zdaj, še ta en zanimiv vidik teh volitev je, običajno smo vajeni mladih, ne, ki volijo nekoliko bolj liberalno, recimo upokojencev, ki volijo nekoliko bolj konzervativno, ne. Tokrat pa povsem obrat, ne samo recimo generacija Z, ki velja za bolj konzervativno, recimo od milenijcev, ne, v povprečju. Celo obrat je bil izjemen na strani upokojencev, ne, in tudi pri milenijcih, torej posebej značilno recimo v starosti od 18 do 24 gladko zmagala SDS, izjemen rezultat Nove Slovenije, da mislim, da 14% nekje, ne, res da tudi 10% Levice, pa vendar, ne, tudi ne, Svoboda, tudi med milenijci so razmerno nizko, ne, potem pa pri upokojencih zraste na 42, ne, pri generaciji Z pa recimo na 16, ne, tukaj gre za razlike v rezultatu, ki pa so izjemne, ne, torej ne govoriva o neki stranki Desus, ne, ki morda bi res bilo normalno, da bi upokojenci volili več, ampak stranka Svoboda 16 med mladimi, 42 med upokojenci. Ne. Ja, zdaj, tu bom en intermezzo naredil, videl sem članek v Delu, ne? Mladi volijo SDS in NSI, kaj pravijo psihologi, a ne? A veš, taki, to je pa zdaj, kaj se s to združbo dogaja, ne? In pol cel članek o tem, kako se vrednote mladih spreminjajo, ne v to smer, ki se dejansko, da se mladina vrača k nekim koreninam, k tradiciji, to, ampak so rekli, mladi so vse bolj materialistični, pomemben jim je denar, ne? In zato volijo NSI, ki se zavzema za podjetništvo, ker pred kega zaslužiš, skratka takšne nebuloze sem bral o tem, ne? Ampak tu je eno dejstvo, je to, da vrednotni sistem se spreminja ne v to smer pri mladih, ne? Ampak v bolj smer vračanja k neki tradiciji. Ne?
Druga stvar je pa tudi, kje se mladi informirajo ali pa starejši informirajo. Ne? To sem že tudi recimo v mojem prvem komentarju po volitvah napisal, kaj je tu odločilo. Ne? To pomeni mladi, ki se informirajo po drugih kanalih, po internetu, po portalih in podobno, so dobili neko informacijo, ki je starejša populacija s 65+, ki je izrazito vezana na televizijo. Tudi raziskave kažejo, recimo gledanost odmevov TV Dnevnika je izredno nizka pod 65 let, nad 65 let pa nadpovprečno visoka. Ne? In tukaj sem prepričan, da se odraža interpretacija afere Prisluhi in pa posnetki v tradicionalnih medijih, kjer so povsem zanemarili to vsebinsko, potencialno koruptivno vidik in to povezave z vlado in so se ukvarjali samo s tem, kdo je to naročil in tu notri v ta špil pripeljali Izrael in veleizdajo. Ne? In s tem so uspeli prepričati starejše volivce, da je pač Janša nek veleizdajalec in da je treba nujno za to na volitve in glasovati za tistega, ki ga lahko premaga, in tu je svobodnih od Svobode 41% iz nekih realnih, mogoče 35 ali pa mogoče malo manj na to 65 plus generacijo. Ne? Ja, še več, ne? Mislim, celo ena stvar je medijski pogled, ne? Torej, naredili smo analizo od nastopov analitikov in raznih političnih komentatorjev v recimo televiziji Slovenija, ki bi morala biti za vse, ne, smo videli 18 skrajno levih, ne, mislim, da 3 neutralne in 2 desno-sredinska komentatorja oziroma nastopa desno-sredinskih komentatorjev, ne, v teh nekih vodilnih oddajah. Ne. Tukaj je bila ta pravzaprav ideološka popolna zaprtost jasna, ne, torej še nikoli, mislim, da pred volitvami RTV Slovenija ni šla tako hermetično zapreti celotnega političnega prostora in enostavno ljudje, ki so spremljali televizijo, praktično nekih razen na samih soočenih, recimo neke pluralnosti niso videli, medtem ko socialna mreža so bistveno bolj pluralna, bistveno bolj tudi raznolika, ne, nazadnje internet ne omogoča bistveno več medijev kot pa recimo televizija, ne. Plus tega se mi zdi ta turneja po domovih za upokojence, ne, kjer se je izrazito prodajala dolgotrajna oskrba in se je grozilo, da bo dolgotrajna oskrba izginila. Na drugi strani je med mladimi vidim ogromno podjetništva, ogromno recimo tudi nekih prekarnih zaposlitev, ne, ki jih potem ti davki bistveno udarijo, ne, po žepu in sami torej na lastni koži čutijo torej te levičarske politike, ne, ki jih tolčejo. Se pravi, začenjajo razmišljati svojo glavo nekako. Ne. Prvo, kaj bi gledal še glede televizije, to, kar si naštel, zelo dobro si to povzel. Ne? Torej, oni niso tokrat ničesar prepustili na ključju in se niso niti delali, da želijo karkoli pokazati pluralno ali pa iz večjih vidikov. Ne? In še eno pomembno sporočilo tukaj prihaja. Ne? Bila je debata, ali je konc za tradicionalnimi mediji. Ne? Bojan Požar je rekel v eni oddaji, se mi zdi, ali je napisal, ne, da so to prve volitve, ki bojo odločili digitalni mediji. To pomeni internet, omrežja, portali in tako naprej. Ne? Jaz sem bil skeptičen že ves čas, sem rekel, vse do tega bo prišlo, ampak v Sloveniji gre to malo počasneje kot v tujini in sem rekel, da bojo to zadnje volitve, kjer bojo tradicionalni mediji imeli še pomemben vpliv. Ne? Ampak takrat se še nisem zavedal, da bo imeli tako pomembnega, kot se je na koncu izkazalo, zato ker je dejansko pri tem prelomu, pri tej aferi, ki je bila ključna za spremembo rezultata končnega, so tradicionalni mediji odigrali pomembno vlogo in vsi tisti, ki načrtujejo, ki se želijo iz teh volitev nekaj naučiti, morajo to spoznanje upoštevati za naprej. Sicer bo ta vpliv padal, ampak definitivno ostaja v generaciji 65+, ki je pa vedno večja in močna, disciplinirana, ko se tiče prihoda na volitve, ne? In jih že mala stvar lahko spravijo tega, ali bojo šli iz kavča na volitve ali pa ne. Ne? Ja, bom zaključil s tem, ne, spomnim se raziskave Mladina 2020, ne, torej ta državna masovna analiza odnosov med mladimi, ne, kjer so ugotovili, k sreči v Sloveniji še nismo priča torej medgeneracijskim trenjem. Ne, in mislim, da je ta rezultat volitev ne, morda nakazuje ne, tudi
nekoliko bolj napete odnose med generacijami, ne, ker se je ta razlika bistveno bolj pokazala, ampak zdaj pa morda res k temu, kar je ta trenutek aktualno, zanima vse. Danes se je Robert Golob sestal na kosilu oziroma sestanku z predstavniki vseh političnih strank, oziroma povabil je vse politične stranke razen Janeza Janše, ne, torej ironija, napoveduje vlado narodne enotnosti in a priori izključuje skoraj tretjino volilnega telesa oziroma predstavnike skoraj tretjine volilnega telesa, no še dodatnih 10% se je potem odločilo, da na ta sestanek ne pride Jernej Vrtovec, torej oziroma trojček NSI, SLS in Fokus, ne, je vabilo na ta pogovor zavrnil, ostali pridajo, ne, oziroma zdaj so v času, ko snemava, so ravno nekako na sestanku, ne, tako da po naših informacijah vsi ostali naj bi prišli. Kako razumeš zdaj to koalicijsko? Zanimiva je ta dikcija vlada narodne enotnosti. Naenkrat pa vlada narodne enotnosti. Ne samo, da izključuje ta del, ampak to je čisti PR, novi spin Goloba. Zelo dobro znajo stvari obrniti v neko smislu. Ne? Če se spomnimo prejšnje volitve, ki jih je tako vehementno dobil, ne? Je bilo v trenutku jasno, da nobenega ga ne zanima z druge strani, kjer bi šlo v neko narodno enotnost. Ne? Tu so socialni demokrati, tu je levica, čeprav je radikalna stranka, ki se je liberalci v Evropi izogibajo in jih ni v vladah, če res ni nujno. On je samo Pedro Sanchez, ne, še nekaj podobnega. On je socialist, ne. Deklariran, pa je prikrit. Skratka, ne, takrat to ni bilo. Zdaj, ki je pa videl, v kakšni situaciji je pa res, to se pa strinjam z levimi komentatorji, Banjac je to govoril, ne, ta, ki je deponiran na RTV-u, ne, da Golob mora sestaviti vlado, drugače ga ne bo več. A ne? In on je pod največjim pritiskom je ravno Gibanje Svoboda, da nekaj sestavi. In v situaciji, kot je, ne, zelo težko ali skoraj nemogoče kaj sestavi s tem, da je on na čelu te vlade in zato igra na karto narodne enotnosti. Ne, kaj naj bi to pomenilo? Jaz sem konstruktiven, jaz delam vlado narodne enotnosti, glejte one grde, ko pa z mano zdaj nočejo sodelovati. Prej te tolče po glavi, ne, pa reče, zdaj pa z mano noče sodelovati. Ironija tega dogajanja je pravzaprav to. Janez Janša je jasno povedal v eni izmed izjav po volitvah, ne, da če bi ga Robert Golob povabil na ta sestanek, bi se sestanka udeležil. Ja. Jernej Vrtovec na drugi strani je bil povabljen na ta sestanek, pa se ga ne bo udeležil. Ne, in celo, recimo, zaznal sem te dni nekako oceno v Novi Sloveniji, ne, da že samo dejstvo, da bi se takega sestanka udeležili, bi se takoj v javnosti spinalo, ne, kot češ, pogledajte, so se že prodali, če tudi bi zgolj šli kot na nek vljudnostni pogovor, kar bi recimo od stranke kot je Nova Slovenija celo na prvi pogled pričakovali, pa smo prišli v situacijo, ko si stranka kot je Nova Slovenija zaradi, bom rekel, medijske situacije ne more prvoščiti iti na sestanek z Robertom Golobom. Ne? To je noro. Ne samo medijske situacije. Ne? Če pogledamo zadnji mandat, če sta bila največja antagonista, skoraj bi rekel, da nista bila SDS pa Svoboda, ampak sta bila Svoboda pa NSI. Oni so bili praktično 3/4 mandata na povsem bojni nogi in povsem na drugih straneh, tako vsebinsko, kot pri teh aferah, ki so drug drugemu nekako potikali, sploh z te strani Svobode, kako so jih počistili in so jim postavili neke afere, ki so se potem razbrilne v prazno, glede Darsa in podobno. Ne? Tak, kako potem, recimo s takimi ljudmi, ali pa pri zdravstvu, ki so diametralno nasprotni strani, to so programske razlike take, da so nekako potem s takimi računati, da boš s takimi ljudmi lahko nekaj konstruktivno sodeloval, če pa prejšnjič te tam v parlamentu te Lena Gregurevič zmerja, kot da si največji primitivc pa smrkavec, ne? Jutri boste pa skupaj v koaliciji, kot da se ni nič zgodilo. Vse v politiki sicer pogosto tako je, ampak se mi zdi, da tukaj so želeli signalizirati načelnost. Ne? Oni so se postavili na to pozicijo in ne bojo se pustili premamiti v neko vlado, kjer bi Golob ali pa Svoboda imela prevlado. Ne? Res da pa to izjemno, taka stališče izjemno zmanjšuje možnosti za kakršnokoli koalicijo. Ne? Ja, ne, zdaj zanimivo je to, ravno ko praviš, ne, Tamara Vonta, ne, ki je v komisiji preganjala Novo Slovenijo, izvajala lov na čarovnice, Lena Grgurevič, ne, da bi to bili kompatibilni recimo z poslanci, kot je Janez Cigler Kralj, Iva Dimic, Aleksandar Reberšek. Tega si nekako ne predstavljam. Ne nazadnje celo težko si predstavljam, kako bi
Anže Logar, se tukaj znašel, pa je vendarle Anže Logar v bistveno težji ali pa drugačni poziciji kot Nova Slovenija. Preden komentirava še demokrate, ki se nekako kažejo kot tisti, ki nekako morajo v katerokoli vlado, če želimo, da se ne zgodijo predčasne volitve. Poglejva morda še nekaj izjav, ki so jih dali predstavniki demokratov na volilni večer. Še vedno vztrajate na tezi, da v vlado pod Robertom Golobom ali Janezom Janšo demokrati ne bodo šli. Glejte, predsednik stranke je bil jasen na vašem soočenju, na vaši televiziji. Mi pri besedah stojimo in od tega ne odstopamo. Ampak mi smo stranka, ki teče na dolgi rok. Mislim, da ekipa, ki se je pri tem vzpostavila, pa tudi odziv, ki smo ga dobili na terenu, je pokazal, da so temelji postavljeni. Kako bo šlo pa naprej? Mislim, da Slovenija potrebuje sodelovanje in jaz še vedno stavim na to delnico. Mi bomo v opoziciji. Skratka, veliko besed, torej načelnosti, kar smo še slišali v tem tednu, recimo, da nekako v koaliciji z stranko Levica se demokrati enostavno ne vidijo. Pritiski na demokrate pa se zdi so pravzaprav ogromni. Torej, še posebej ob dejstvu, da Anže Logar ni bil izvoljen za poslanca, Eva Irgl ni bila izvoljena za poslanko, tudi Tine Novak, ki je bil tretji član poslanske skupine, ni bil izvoljen za poslanca. Še nauk teh predvolilne kampanje. Izključevanja, naprejšnja izključevanja se niso znesla. Zdaj so kot mlinski kamen na vratovih tisti, ki so to počeli. Jaz mislim, da bo tega konc. Pričakujem bistveno manj tega pred naslednjimi volitvami, ker končni rezultat je bil tak. Ja, Logar je bil nek nosilec neke tretje poti ali pa nerodno predstavljenega koncepta, bi rekel, nepopolno predstavljenega koncepta, zato je hitro dobil velik udarec. Kajti v trenutku, ko se je izkazalo, da ni treh poti, da sta samo dve, ti pa izbereš tisto, ki je ni, te volivci za to kaznujejo. V trenutku, ko je on v zadnjem soočenju, sicer za neko pozitivno željo, da mu bo to pripomoglo, se jasno deklariral, da z Janezom Janšo ne bo sestavljal vlade, sem prepričan, da je izgubil 2 do 3% volivcev, ki bi ga sicer podprli, ampak nočejo še ene vlade Roberta Goloba. In ti volivci so šli bodisi k trojčku, NSI, SLS Focus, bodisi tudi k SDS-u in posledično je Logar imel slabši rezultat in zaprte poti za sestavo koalicije, ki jo pa, kot si dejal, potrebuje. On je zato bolj kot drugi, bom rekel, ne nujno, tudi v opoziciji bojo preživeli, je tudi v igri nek manever, da se mu poslanec Ostrc po pol leta ali leto dni umakne in pride Logar v parlament, ampak on je pod pritiskom, največjim seveda, strani mogoče nekih potencialnih sponzorjev te stranke, ki imajo tudi povezave na levi strani, pa tudi gospodarstva, ker gospodarstvo je vedno pragmatično in si želi neko vlado, ki bi bila mešana, to pomeni Svoboda, pa SD, pa Logar in pa mogoče NSI, oziroma Trojček, ampak mislim, da je ta kombinacija izključena že zaradi stališč Trojčka. Jaz mislim, da tudi, če se Robert Golob umakne iz te enačbe, umakne se lahko pa samo pod pritiskom stricev in če to stori pod pritiskom stricev, pomeni, da je interes stricev, da taka vlada nastane in če je interes stricev, da taka vlada nastane, dvomi na to v interesu, ne vem, katerekoli desno-sredinske stranke, da taka vlada nastane. Tako da jaz mislim, da je ta koalicijska kombinacija, koliko se je zdela še mogoče najverjetnejša, bo izredno malo možnosti do njo. Če tudi bi Logar mogoče pristal na situacijo, v kateri Golob ne bi bil predsednik vlade, ampak bi nekoga drugega poiskali za mandatarja. Lahko pa ponudijo recimo to mesto za vabilo Vrtovcu, da bi Vrtov izvozil tako in bi mogoče računali, da bi na tak način mogoče spravili Novo Slovenijo zraven, da bi ta sladkost oblasti premamila, recimo. Vabilo Jerneju Vrtovcu v tako koalicijo, se mi zdi malo verjetno tako strani, bom rekel, leve strani. Nazadnje, ne pozabimo. Tukaj, če govorimo o tej koaliciji, ki jo največkrat omenja gospodarstvo, tudi delno diplomacija, ki se omenja nekako kot navidezno najbolj verjetna, čeprav
kot rečeno, mislim, da ni. Ne? Torej, Svoboda, SD, Demokrati, Trojček, NSI, SLS, Fokus. Taka koalicija bi sicer imela dovolj glasov, ampak razmerje v tej koaliciji bi bilo 35 poslancev leve strani in 15 poslancev desne strani. Torej, manj kot tretjino moči bi imela desna stran tukaj noter in tukaj je prva težava, da težko tretjinski faktor predlaga mandatarja in tudi, če bi ga, bi ta mandatar bil lahko predvsem slamnati mandatar, ker bi tako in tako bil odvisen od leve večine v tej koaliciji. Mislim, da pa je Jernej Vrtovec vendarle spreten, karierni, izkušen politik v politiki od srednje šole nekako naprej v podmladku. In se mi zdi, da nekako razume bolje kot kdo drug, da to ni pot, v katero bi šli, še posebej, ker je nekako Nova Slovenija vendarle s tem povezovanjem z SLS-om in Fokusom naredila nekoliko boljši rezultat, kot so ga bili. In so še v sponu, njihov aura okoli njih je pozitivna in predčasne volitve bi si skoraj upal staviti, da bi jim prenesli še boljši rezultat. To pomeni, zagotovo je za njih veliko tveganje, da bi v kakršnokoli tako španovijo šli. Ampak mi moramo vedeti, sledeča situacija. Mi nimamo nobene realno verjetne koalicije. Vse koalicije, ki so potencialno na mizi, imajo zelo nizke možnosti, da se zgodijo, in približno enako nizke možnosti imajo predčasne volitve, ampak nekaj od tega se bo zgodilo. Nekaj od te situacije, ki bomo na koncu se izkazali, da je bilo izvedljivo. Ali bojo neka koalicija spacana, ali bomo pa šli na predčasne volitve, ki se pa zdijo neverjetne zato, ker poslanci, ki so pravkar prišli na svoje mesto in tisti, ki so jeziček na tehnici, seveda njihov preživetveni nagon je v tem, da ne bojo tvegali, da še enkrat grejo na loterijo ali bojo ponovno izvoljeni. Tudi jih lahko čisto iz osebnih vidika razumemo. Oni mogoče so zdaj v nekih službah, zdaj bojo izvoljeni v parlament, bojo ono službo pustili, bojo stopili v poslanca, a jih čaka služba, če naslednji rundi ne bojo izvoljeni. Kakšna je plača v oni službi? Je tam dvakrat nižja, kot je ta poslanska? Kaj pomeni, da si poslanc? Imaš nek status, imaš nek ugled? Kaj pomeni za tvojo kariero prihodnjo? To so pa šibke točke, potem sploh pri strankah, ki so sveže nastale, šibke točke, kjer predatorji ta večji, ki sestavljajo neke kombinacije, iščejo take ljudi, da jih pripeljejo in to sem prepričan, da se ta trenutek v zadju dogaja. Gledajo, koga bi lahko pripeljali na svoj breg, da bi enačbo proti 46 povečali, pa naj si gre za Goloba, pa naj si gre za Janšo, ki sicer pravi, da on si koalicije ne sestavlja, navzven je ne sestavlja, naj si Golob polomi zobe, on je prvi, naj se on polovi zobe, potem bom pa jaz prišel s tistim, kar sem do takrat v ozadju potencialno pridelal. Zdaj, ko smo pri demokratih, še to je zanimivo vedeti. Torej, med lekcijami demokratov, omenil si že izključevanje, se jim ni se obneslo niti Anžetu Logarju, da je zapustil svoje domače volivce. Torej, on je bil tradicionalno še na listi SDS-a sicer vedno izvoljen v okraju Vič Rudnik 4, tukaj gre za izrazito konzervativen okraj, ki pokriva nekako občine Horjul, Dobrova in Polhogradec. In v tem okraju je bil vedno izvoljen. Zdaj se je preventivno, nekako, da se ne bi spopadal z Alešem Hojsem, ki je kandidiral za SDS v tem njegovem okraju, premaknil v Logatec in izvoljen je bil Tadej Ostrc, ki je za demokrate kandidiral v tem okraju, in ne samo Tadej Ostrc, torej v bolj recimo temu desnem okraju. Skoraj vsi poslanci demokratov so bili izvoljeni v izrazito bolj desnih okrajih, torej Ribnica, Dobre Polje, Ormož, Vič Rudnik 4, Šmarje pri Jelšah. Naj te pohvalim, da si izredno dobro napovedal. Naprej, kje so demokrati močni, rekel si na Šmarje pri Jelšah lahko dobi poslanca in ga je dobilo. Ja, več, mislim, 2/3 nekje smo kar dobro v naši analizi dali. Radlje ob Dravi morda niso tako zelo desne, pa tudi so sorazmerno konzervativno kraj. Skratka, praktično vsi okraji, kjer so demokrati dobili poslanca, spadajo med nekoliko bolj konzervativne okraje. Morda izjema je Radovljica 2, ampak to je res eden od 6. Torej, izkazalo se je, da so volivci pravzaprav, ki so volili demokrate, bolj desni kot levi. Torej bi tudi demokrati se svojim volivcem bistveno bolj zamerili, če bi šli v levo vlado oziroma v večinsko levo vlado, kot če bi recimo pač prelomili obljubo. Torej, v vsakem primeru bi morali prelomiti obljubo, če gredo v eno vlado, torej, ampak preloma obljube, da ne bodo šli z Robertom Golobom, se bojim, da bi jih stal več kot prelom obljube, da ne bodo šli z Janezom Janšo. To je težko vprašanje, to je težko. Zdaj bom dal ti manj kontraargument. Gledal sem te analize
od sporednega glasovanja in pa Janja Božič-Marolt, ki je to v bistvu komentirala, ker je pač Mediana to izvajala. Ne? In ona je rekla, da ti volivci, ki so ostali pri Logarju, so tisti, ki so k Logarju prišli od LMŠ-ja in od Svobode. To pomeni, Logar je s to pozicijo na koncu, ki je v bistvu izključil Janšo, dobršen del teh desnih volivcev zgubil, daleč od tega vseh. Ne? Ampak precejšnja baza teh, ki so ostali, so pa tisti razočaranci od druge strani. Ne? In to tudi pojasnjuje visok rezultat SDS-a. Če mi študiramo, recimo, da je v kampanju kazalo, da bo Logar pobral tretjino glasov SDS-a. Kje bi on bil, če bi v resnici pobral, ko so delali tiste analize predhodne? Ne? No, ampak to so že stare, že dolgo nazaj. Ja, to pomeni, ampak on v bistvu ni toliko posegel v ta desni bazen, kot je marsikdo pričakoval ali pa kot so govorila. Ne? In on ima točno ta problem. Ne? In ta problem je že imel Gregor Virant in je zelo, zelo težko shajal, zato bo intervju z njim, ki ga bomo objavili na Zanima me, zelo zanimiv. Ne? To pomeni, v naslednjih dneh, Peter, pripravljaš intervju z Gregorjem Virantom, ker ga bomo vprašali, njega bomo postali v pozicijo, kjer je on že bil, ne, in je zdaj Anže Logar. Ne. Kako ravnati v takem primeru? Ne. Zelo, zelo težka situacija. Logar je zelo v težki situaciji, še posebej, ker ni poslanec. Zato, ker nima nadzora, takšnega nadzora nad svojo poslansko skupino iz vseh vetrov nametano skupaj, ne, da bi lahko garantiral, da se ta ne bo pustila premamiti od kakšnih onih danajcev, ki nosijo darove. Ne. Ja, še posebej, to drži, ta pregovor, boj se danajcev, ki nosijo darove. Malo sem pogledal, tudi poslanska skupina demokratov je precej raznolika. Torej, imamo torej najstarejšega poslanca, za katerega vemo predvsem, da dobro igra harmoniko, pa potem imamo poslanko, ki je bila formalno nekoč včlanjena v socialne demokrate, čeprav nikoli je menda aktivna. Potem imamo nekdanjo poslanko SMC-a, ki je bila tako v Šarčevi kot v Janševi vladi poslanka SMC-a, tako da ima izkušnje z obeh strani. Potem imamo podžupanjo občine Loški Potok, ki velja nekako bolj za desno kot levo, in neko podjetnico tam iz Gorenjske, ki je spet imamo serijo nekih, bom rekel, gospodarsko usmerjenih ljudi, torej skupno jim je nekako ta odnos do gospodarstva, medtem ko so na, bom rekel, tej bolj vrednotni ideološki strani precej raznoliki, bi človek rekel. Ne. Točno tako in ne veš, kako se bojo obrnili, če bojo grozile predčasne volitve. Ne. Pa če lahko gremo v ta korak, ker sem jaz neke kalkulacije naredil, torej vprašanje predčasnih volitev, ni samo vprašanje, kdo se jih boji in kdo se jih ne boji. Predvsem poslanci se jih bojijo, mogoče njihovi šefi manj nekateri. Je vprašanje tudi, ali lahko pričakujemo bistveno drugačen rezultat. Ali ne bomo v naslednjih predčasnih volitvah celo dobili podobne pad situacije. Jaz sem naredil neke račune na podlagi tega, kaj sem delal analize že pred volitvami. Če se spomniš, eno analizo sem delal, kaj bi pomenilo. Takrat sem rekel, da bi ta desno-sredinski blok, če bi želel imeti večino, da bi morala priti ena stranka od treh, ne dve ali pa tri v parlament. Govoril sem o prerodu, resnici in pa levici. Levica je notri za 1%, resnica, torej 200 notri in matematika je 43. Desno-sredinski ta blok, če tako gledamo. Če štejemo demokrate v ta blok. Zdaj pa sem naredil eno kalkulacijo s pomočjo umetne inteligence, sem vnosil vse parametre vnesel in naredil račun po D'Hondtovem sistemu. Kaj bi pomenilo, če resnica ne bi prestopila praga? Recimo bi bila 3,8%, njeni ti viški glasov bi se pa razdelili po strankah, ki tudi ne bi prestopila praga, torej pa oni spodaj. In to bi pomenilo, da bi kombinacija SDS pa Trojček plus Logar imela 46 glasov. Tudi ob mobilizaciji Svobode, kakršna je bila. Torej, če bi torej resnica ostala zunaj, bi imeli desno-sredinski blok, bi imel absolutno večino. In še ena kombinacija. Jaz sem prej dal neko oceno, to je zelo čez palc, a malo po občutku, da 50,000, da so za to afero 50,000 glasov mobilizirali, ki jih sicer ne bi, recimo za ta recimo antiizraelski moment. Ja, recimo, tako. To pomeni, gledal sem, če bi recimo od teh 50,000 glasov Svoboda dobila 40,000 glasov manj, pa potem 5,000 glasov manj Levica, pa 5,000 glasov manj SD, kaj bi to pomenilo? In spet pridemo do enačbe, v katerem bi Gibanje Svoboda namesto 29 imela 25 poslancev, v seštevku bi pa SDS plus NSI plus Demokrati imeli 46 glasov spet. To pomeni 50,000 glasov
ki ne bi prišli na volitve, bi spet prineslo desno-sredinskem bloku večino. Te analize bom še bolj podrobno na portalu naslednjih dneh naredil, ko bom imel čas, ker je tu še potem tretja, kaj bi pomenilo, če bi prerod pobral teh 50,000 glasov. To lahko povem, imam tu enačbo narejeno. V tem primeru bi trojček bi imel desno-sredinski blok 42 poslancev, ampak bom še malo bolj podrobno to na portalu tako da izdelal. Gledalci poiščejo čez nekaj dni članek na portalu zanima.me. Te enačbe so zanimive prav zaradi tega, kaj pomeni, če pride do predčasnih volitev, kakšni scenariji se lahko zgodijo. Zdaj, ko smo že pri predčasnih volitvah, preden grejo še na drugo možno koalicijo. Zdaj, predčasne volitve vendarle nekaj mesecev do takrat bo, in v teh mesecih imamo nekaj indicov, kaj bi se utegnilo zgoditi. Nazadnje, jasno je, da cene vrtcev bodo šle gor, nekako po informacijah, ki jih imam, praktično vse občine v Sloveniji z aprilom, majem ali najkasneje junijem pripravljajo dvig cen vrtcev, ki so posledica v prvi vrsti predvsem dviga minimalne plače in pa zimskega regresa, torej dveh darilc Golobove koalicije, ki jih bodo ljudje začutili po volitvah, potem se iztečejo vinjete, torej aprila tiste podaljšane, tiste, ki bi se sicer iztekle januarja, se bodo zdaj iztekle maja, torej pred volitvami. Naftni šoki so hudi, torej vojna v Iranu. Zavarovalnica je pravkar dejala, da je 4-krat dražja, kot so predvidevali, oziroma kot prejšnji sistem in bistveno dražja, kot je Ministrstvo za solidarno prihodnost to napovedalo, hkrati pa še vedno ne funkcionira v popolnosti. Včeraj smo lahko videli naslov na N1, nasedla dolgotrajna oskrba. Pred volitvami tega naslova nismo mogli videti. Oprosti, jaz sem te prekinil. V bistvu si nadgradil moj point, ki ga bom zaključil še z enim podatkom, in sicer mislim, da se 20. maja izteče rok, do katerega zdravniki, ki delajo v javnem sektorju, lahko še delajo po starih pogodbah, torej še tudi v zasebnem sektorju. Po 20. maju se torej to izteče, kar pomeni, da se nam v prihodnjih 2 do 3 mesecih, torej zagotovo pred predčasnimi volitvami, ker vsi roki, ki terjajo pač naslednje volitve, se v tem času ne morejo predčasno izteči. Torej vse te stvari bodo drastično vplivale na življenje ljudi, ki bodo plačevali drage vrtce, drage cene, še slabšo zdravstveno oskrbo imeli, in celoten sistem se jim bo sesuval pred očmi. Iz tega vidika, tudi iz vidika koalicije, se bojim, da katera koalicija, ki bi bila, nekako kaže, da bo težko trdna, kar pomeni, da vsakdo, ki bi v to koalicijo vstopil, bo nekako na videz nosil ceno pravzaprav posledic aktualne koalicije, ne tiste, ki bi se vzpostavila, in v tem kontekstu pravzaprav vprašanje logike Zorana Stevanovića, da bi vstopil ali ne vstopil v koalicijo demokratov, nenazadnje tudi SDS-a, ki kot kaže navzven ne sestavlja koalicije, pa vendar se zdi v ozadju, da sestanki vendarle potekajo. Preračunljivo gledano bi pustil Golobo naj neki sestav, pa si polomi zobe do konca. Samo je to dobro za Slovenijo, pa drugo vprašanje. Pojavlja se še ena kombinacija, ki pa kar sem videl do sedaj, se mi zdela še najbolj pametna, čeprav je enako nima dosti večjega potencijala kot vse ostale. Pa mislim, da je prišla s krogom Anžeta Logarja. To je ideja, da bi sestavili neko prehodno vlado za pol leta, v kateri bi neke 3 ključne cilje zastavili, da jih rešijo 3 naloge, mislim, da antikorupcija, sprememba volilnega sistema, ta tretji pa mislim, da ni všel. Mogoče zdravstvo ali neki, skratka 3 naloge, ki bi rešili, pa še kakšen infrastrukturni projekt zastavili. Mislim, da tako hitro progo Ljubljana, Maribor bi začeli delati. In da potem z dogovorom, da se izvedejo predčasne volitve skupaj z lokalnimi volitvami jeseni letos, torej oktobra, novembra, kdaj bojo. Zdaj, tukaj v tem scenariju vidim 2 pomanjkljivosti. Lokalne volitve so tradicionalno volitve, kjer boljše kot na parlamentarnih kotirajo desne stranke, zato dvomim, da bi ali Robert Golob ali Nataša Pirc Musar šla združevati lokalne in parlamentarne volitve, in mislim, da nobeni stranki v resnici ni v interesu, da bi se hkrati, da bi torej fokus iz lokalnih volitev preusmerjala še oziroma delila tako na parlamentarne kot na lokalne.
tako da tukaj te opcije ne vidim v interesu nikoga, razen morda Anžeta Logarja, ki še nima kaj dosti lokalne mreže, po drugi strani pa bi mu ravno sprememba volilnega sistema zagotovila izvolitev. Nenazadnje je predsednik stranke, ki bi zagotovo kot nosilec stranke bil izvoljen v sistemu z preferenčnimi glasovi, medtem ko pa recimo je ravno ta nepredvidljivost sistema za manjše stranke uničujoča bila prav za njega. Če mislim, kdo bo Robert Golob naredil vse, da neki sestavi. No? Ker on si pa res, mislim, da zelo, zelo težko prevošči. Ne? Tudi sam je napovedal. Jaz mislim, da tudi njegov ego ne da tega, da bi pustil, da je poražen v končni fazi tukaj. Ne? To pomeni, zdaj je uspel nekako z tistega 0,5% se pokazati kot zmagovalec, ne? In on bo naredil vse. Tudi je rekel, ko je prišel v politiko, jaz sem tu za 2 mandata. Ne? To pomeni, on ima cilj 2 zaporedna mandata. Ne? In potem zlato padalo, kot analiziramo na portalu, ne? Da si pripravlja že nek teren z vrnitvijo v GNI, pa potencialno privatizacijo podjetja in podobno. Mirko Majer odlično te stvari pri nas raziskuje. No? Morda še to, ne? Pri tej koaliciji se mi zdi, videli smo že enkrat v zgodovini koalicijo, ki se je sestavila za pol leta, ne? Torej govorimo o Bajukovi vladi leta 2000 in potem klavrno propadla na prihodnjih volitvah. Tako da tukaj pravzaprav računati, da boš pol leta v vladi in potem šel s tem kreditom na volitve, je mislim, da naivno. Ne? Ja, res ni dobro, ni neke, vse opcije zgledajo zelo malo vredne, ampak kot sem dejal prej, ena bo realizirana. Ne? No, ko smo že pri koalicijah, pogovarjamo se tudi še z 2 gostoma za Safari Special, tako da na tej točki povabim vse gledalce, da se jutri znova vrnejo na portal zanima.me, kjer imamo posebno epizodo Safari Special, tokrat z Mirom Ceranjem in Vinkom Gorenakom, pa predlagam, da pogledava še kratek izsek iz tega pogovora. Zoran Stevanović je nekakšna novost v slovenskem parlamentu. Do zdaj neke stranke s tovrstnim programom nismo videli. Tudi precej izjav je dal po volitvah, za katere se zdi nekako, da se precej izključujejo, torej brez Goloba, brez Janeza Janše, brez stranke Levica, potem nekako, če se bodo vsi drugi priključili njihovemu programu, ki so najmanjša stranka v parlamentu. Je s takšno stranko sploh po vašem mnenju mogoče delati vladno koalicijo, ali je to, temperana bomba tako ali drugače za katerega koli mandatarja, ki bi z njim šel v pogovore? Ja, gospodu se seveda pozna, da je v politiki še nov, zato pač še niha kaže neko, kako bi rekel, neuravnoteženost, glede izjav, glede nastopov. Jaz mislim, da to bo s časoma seveda popustilo, ampak imate nekaj prav. Ta hip je v s tako stranko v koalicijo lahko zelo negotovo, lahko je temperana bomba, lahko ni. Ampak, veste, ta hip zdajle je najpomembnejše, da sestaviš vlado. Potem, od tu naprej se začne pa tisto nadaljne delo, kako bo s to stranko najdel nek sporazum o sodelovanju. In jaz domnevam, da, kot sem rekel, tako visoke načelnosti, pa ta hip morda niti ne potrebujemo, da je treba res najprej vse uskladiti, potem pa dobiti vlado. Tega ne bo. V Sloveniji smo zelo skregani politično. Lejte, še enkrat poudarjam, ne da je nesmisel govoriti o enotnosti. Mi o tistem minimalnem konsenzu, da bi sploh sestavili neko vlado, ne moramo ta hip govoriti. In to moramo doseči. In jaz verjamem, da je vsakomur, ki sestavlja vlado, prvi cilj najprej to, da jo sploh sestavi. In potem reče, bom že kako. To sicer ni najboljše, veliko bolj načelno in prav bi bilo, da če res ne gre, na nek način, če se vidi, da bodo programsko prehude razlike, da prepustiš mandatarstvo nekomu drugemu ali pa se je polna predčasna volitev, ampak real politika je običajno taka in pri to vrstnih, kako bi rekel, političnih figurah, ki jih jaz po Sloveniji prepoznavam, vidim zelo, zelo minimalno možnost, da bi prišlo do tega, da bi nekdo iz nekih načelnih razlogov, ker je neka stranka malce negotova in tako naprej, so maknili. Nazadnje tudi Levica. Poglejte, Levica ima vedno zelo radikalen program, pa so jo vzeli v vlado, pa nazadnje se je vlada celo podredila na nek način v marsičem, nekim programskim vidikom Levice. Tako da ocenjujem, da kljub tej retoriki, marsikaj se bo govorilo, je možno prvič to, da se stranka Resnica premisli,
Zdaj se že parkrat. Ne? Se pravi, obstaja nek možen nov premislek in mnogi tega niti ne bodo tako učitelji, razen seveda lastni volivci, ne? Če bo do tega prišlo, če bo rekla v višjem interesu pristopamo v neko vlado. Ne? Od tu naprej pa naloga mandatarja, da vidi, ali ima to smisel ali ne. Se vam zdi v kakršenkoli, vidite kakršnokoli možnost, da bi recimo se kdo od obeh voditeljev umaknil za ceno sestavljanja vlade strani njegove stranke, ali te opcije ne vidite, oziroma konkretno morda in pri Janši in pri Golobu? Ne? No, gledajte, jaz mislim, da je zelo v tem trenutku nekaj, kar novinarji ali pa javnost povsem zanemarja. Največ po moje oceni se dogaja leta 96. Ne pozabite, kaj se je dogajalo leta 96. Upokojeni kriminalist Stanislav Narat je prišel k Pavlu Ruparju s kovčkom denarja in ga poskušal podkupiti, da bi prišel na Drnovškovo stran. Seveda ga je Pavel Rupar zavrnil, kasneje je prišlo do tega, da je prestopil Pucko. Ne vem, za denar ali ne. Ne vem, ni dokazal o tem. In jaz sem prepričan, da bojo v času, ki prihaja, teh nekaj dni do 10. ali pa še kasneje aprila, na delu ljudje, ki imajo neizmerne količine denarja. In bodo skušali tega, tistega ali onega poslanca podkupiti. In ga spraviti na svojo stran. Denarja je pa na levi strani popolnoma dovolj in zato nimajo prav nobenega problema. Čeprav ne vem, bo kdaj to prišlo v javnost ali ne, ampak jaz mislim, da se to že dogaja. Druga stvar je pa seveda, ali, jaz mislim, da je zelo v tem trenutku prehitro, da bi rekli, ali bo kdo popustil, ali ne bo popustil. V tem trenutku je to prehitro. Mi imamo prvi krog glasovanja o predsedniku vlade, mi imamo drugi krog glasovanja, odločalo se bo pa v tretjem krogu. Verjamete, da bo prišlo do tretjega kroga? Torej računate na to, da pride do tretjega kroga, ali kako, čeprav razumem? Povsem možno je, jaz ne verjamem, da bi v prvem krogu dobili predsednika vlade. Sicer bo nekaj jasnega na prvem zasedanju državnega zbora, veliko jasnega že, ne pa vse. Torej, slišala sva še, bomo rekel, tiste akterje, ki so bili ali so še vedno vsaj delno vpleteni v tako ali drugače v sestavljanje koalicije, ampak afera, ki je zaznamovala celotno predvolilno, oziroma zaključek predvolilne kampanje, je dobila neke vrste epilog ta teden z sejo Sveta za nacionalno varnost. Robert Golob, Nataša Pirc Musar, vsi predsedniki parlamentarnih strank, nekateri ministri in šef Sove so se zbrali skupaj, prvič po volitvah so se dobili na istem mestu in pogledali pravzaprav dve situaciji, to politično vmešavanje in pa oskrbo z energenti. Pri oskrbi z energenti so bili vsi zraven, potem se je Zoran Stevanović mogel umakniti zaradi odsotnosti poslanske, ker še ni kot poslanec preverjen, da bi do teh stvari lahko, do teh podatkov dostopal, pa vendar, kako si ti videl to situacijo? Upam si trditi, da je bila cela ideja v tem svetu za nacionalno varnost, ne temo, ampak koncept celen, ki je Golob sklical, pazi, prej sekretariat. Zakaj sekretariat? Zato, da ni bilo treba poklicati predsednika največje opozicijske stranke, ki je del širšega sklopa seje za nacionalno varnost. To pomeni, da je bila zlorabljeno v politične namene, da se napihne ta afera. In pred volitvami so to izrabljali, kak je to velika stvar, nacionalna izdaja, ogrožen nacionalni interes, s tem, da niso znali povedati, na kak način je ogrožen nacionalni interes. In da so lahko to zgodbo, ker jih je Janša že prej pozival, zakaj pa, zakaj potem ne skličete Sveta za nacionalno varnost, je bilo preko, bomo sklicali po volitvah. In to je bil zdaj nek closure, da to zgodbo zaprejo. Zdaj so naredili Svet za nacionalno varnost, zdaj smo se tam slikali, spet sestava Sveta za nacionalno varnost ni bila takšna, kot določajo predpisi, ker tu so bili zraven. Kaj ima Zoran Stevanović za početi, če on sploh nima potrjenega mandata? On ni del Sveta za nacionalno varnost. To so lahko samo potrjeni predstavniki opozicije, pa še to načeloma lahko ti skličeš tudi vse parlamentarne stranke, ta razširjena verzija to omogoča, ampak načeloma je samo predsednik največje opozicijske stranke se načeloma udeleži ob seveda vladnih predstavnikih ministrstv in tako. Skratka, to je bilo neka mineštra, to ni bila v resnici
ulici, to je bila predstava za javnost, nič drugega kot to. Res pa, da je ključen problem, ki so ga odprli, pa je bil bolj postranski tu, je pa energetska varnost Slovenije v prihodnosti. Ne? In tukaj je pa Zoran Stevanović, ki so ga dobili pred mikrofon, ko je prišel ven, povedal, kje je problem, ne? Da Slovenija je med 3 državami Evropske unije, ki ima prazna skladišča plina, ta plin dobivamo z Katarja po nekem plinovodu, ki deluje samo 5%. Ne? In na ta plin je vezana industrijska produkcija, logistika, ne vem kaj, vse živo, ogrevanje, vse živo je vezano in tu je velik problem, če se ta zadeva ne bo rešila in o tem pa se lahko pogovarjamo o svetu na nacionalno varnost. Ne? To pa je res tematika za to. Ne? Morda še to, ne. Prej smo menili, da Robert Golob na vsako ceno bi moral poskusiti nekaj sestaviti, ali mu bo uspelo, ne, bo lahko sodeloval s Stevanovićem in tako dalje, bomo videli, ne. Ampak zdi se, da Zoran Janković ne stavi ravno največ na Golobovo vlado, namreč takoj po volitvah spet drama na kanalu C0, ne. Še preden so obvestili o vse udeležence v procesu gradbenega dovoljenja za kanal C0, že bagri, ne, celo nezakonito, potem pretep, ne, danes imamo na urgenci 2 izmed lastnikov zemljišč, na katerih se to dogaja, ne, Jankovićevi varnostniki takoj po volitvah. Ne, torej, je to strah, recimo ocena Aleša Primca je bila, da se Janković boji torej, nove vlade? Mogoče ja, ampak jaz se sprašujem, kje je novinarska konferenca Nike Kovač? Kje je Jaša Jenull? Kje so v prvi vrsti borci za malega človeka? Jaz jih nikjer ne vidim. Tu ti praviš, ti boljše to spremljaš, ti bom v glavnem pustil besedo pri tej temi C0 kanala, ne? Ampak jaz sem malo bolj razdalje gledam, ampak gledam, Aleš Primc je edini, ko ga se lahko tu pohvali, da se trudi, da opozarja, dela shode, vsak teden noben ga ne povoha, noben medij mu ne pride, razen Nove 24 mu ne pride na tisto, da bi daj to na RTV videli, katerekoli to stvar, jaz ne vem, a o tem, kaj poročajo, o tem incidentu današnjem pretepeni kmetje na lastni zemlji, pa razumete, kje mi živimo, ne? To je nek odnos arogance te oblasti, ne? Pa ne govorim to, ne, govorim, te oblasti, ki je bila razkrita v teh prisluhih, rečemo tak, ne, v teh posnetkih, tam smo videli že neko aroganco delovanja, ne, te oblasti in tukaj pa vidimo spredaj pred kamerami, jaz ne trdim, da je Zoran Janković naročil varnostnikom, naj one pretepajo, ne daleč od tega, ne, ampak koncept pa vzdušje, ki okrog tega vlada je pripeljal do tega, da je prišlo do nekega fizičnega obračuna, kjer so ljudi lastnike na svoje zemlje pelali na urgenco, ne, zdaj, mi imamo ljudi na novinarski konferenci, ta trenutek verjetno že članek na zanima.me, ki bo o tem več povedal, ne, ampak daj, mogoče še ti kaj poveš, da snemamo nekoliko naprej, tako da to je dogajanje, ki je v razvoju, torej danes zjutraj se je začelo s tem pretepom, no, potem ob 12 je sledila tiskovna konferenca med tem, ko mi dva snemava to, tako da tukaj še ta trenutek še ne veva, čeprav bo ta zadeva objavljena kasneje, ko bo že znano, tako da vabiva vse, da si preberejo na portalu zanima.me, kaj se je zgodilo, ne, pa vendar, ne, tukaj govorimo o precej nekih nezakonitostih, ne, tudi spremljali smo že pred volitvami oddajo Tarča o tem, kako se gradbena dovoljenja pod pritiskom Zorana Jankovića dajajo ali pa ne dajajo, ne, ko je treba na upravni enoti, ki je sicer uradno neodvisna od mestne občine Ljubljana. Ne, spremljali smo uradnike, ki so imeli 10.000 evrov gotovine po raznih predaljih v svojih stanovanjih, ne, večkrat. Tako da, glede tega gradbenega dovoljenja marsikaj smrdi, pravijo celo, da je nezakonito, ne, in da se bodo še danes vlagale nove tožbe na upravno sodišče, ne, in da se praktično vse dogaja mimo torej pravil. Zoran Janković pa očitno, ne, se mu očitno ocenjuje, da morda obstaja veliko tveganje, da ne bo več tako uslužne vlade na oblasti, kot je bila do zdaj, da je pravzaprav ta projekt za mestno občino Ljubljana ogrožen in timing je vsekakor nenavaden. Ne. Ja. Tako, evo, pri koncu sva, vsekakor nas čaka pestro dogajanje, ne, od oskrbe z gorivom, ki utegne biti še v prihodnjih tednih in mesecih precej nenavadna, tudi motena, kakorkoli. Ne, spremljali bomo tudi na portalu zanima.me in seveda v tedenskem safariju razvoj gradnje koalicije, ali bo torej komorkoli, ali Janezu Janši ali Robertu Golobu vendarle uspelo sestaviti skupaj, ali nas čakajo poleti oziroma jeseni predčasne volitve. Ne nazadnje, tudi če se stavijo, ne, vendarle ni neke garancije, da recimo Zoran Stevanović ali pa Anže Logar, ki sta nekako tukaj ključna člena, ne, okolikor Nova Slovenija ne gre v Golobovo vlado, ne, in
celo če bi šli tudi to Janševo vlado, ne, sta oba, in Stevanovič in Logar, nekako ključna člena, zelo nepredvidljiva akterja pravzaprav. Ne. Tako, ja, Peter, hvala, da si me povabil. Ne. Zelo težko je v tako velike čevlje stopiti, kot je Mirko Majer. Upam, gledalci, da sem vsaj približno lahko vam dal neke odgovore, ki bi jih sicer tudi Mirko dal. Ne. Naša ekipa pa gre naprej. Ne. Drži, ekipa gre naprej. Prihodnji teden vas bo spet zabaval Mirko Majer. Tako in vsi skupaj pa seveda vabljeni na portal zanima.me. V soboto zjutraj prihaja epizoda Safari Special, tako da tokrat z Vinkom Gorenakom in Mirom Cerarjem analizirali bomo vse možnosti sestave koalicije, ki jih ta trenutek torej sestava parlamenta, kot se kaže, omogoča. Tako da ne zamudite, mi pa se znova gledamo spet prihodnji petek v redni epizodi tedenskega Safarija. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.